Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes smo spet pri pozitivnem mišljenju. Mislim, da v tem času nikdar tega ni preveč, ker se mi zdi, da kar zanimivo pri nekaterih seka. Prehod v novo dobo, to bomo danes predelovali, Sveti zvezdni kralj, še ene druge karte in vodstvo boginj. Takole, v glavnem to bomo danes pred sabo. Naključna sporočila, to, kar je ta trenutek pomembno za vas, da slišite nekaj pozitivnega. Slabo ne more priti, pa bomo sami videli, kaj bo. Prvo sporočilo je tole: slovo. Kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje? Veste, kaj sem ozavestila? Ozavestila. Prav. Dejstvo je, da naši spomini, dušni spomini so shranjeni prav v skeletu noter v kosteh. In niti ne vem, če sem vam že pravila o tem, ampak nekaj let nazaj, ko sem prišla do enega odnosa, ki je bil povezan s spominom duše. Jaz v zadnjih nekaj letih sem srečala po mojih 5 ali pa 6 mož iz preteklih življenj. V bistvu mi je bilo dano občutiti čustva, ki sem jih imela za predelati. No in v glavnem, ko sem enemu od teh rekla, ne hvala, to ni zame, sem moram pokazati, kako je izgledalo takrat moja hoja, ampak vam povem, mene je bolela kosti, sklepi. Jaz sem hodila tako kot stara baba, druga ne morem reči. Glejte, takole, če ostanem, zdaj sicer se cela ne vem, ampak jaz sem se takole pobrala in sem komaj se po koncu postavila. Dejansko sem bila, če bi hodila tako, kot so me bolele kosti, jaz bi hodila skrčena in potem nekako sem vdihnila zrak in hodila. Tako da v bistvu, in pa sem s to mojo, jaz imam 2 modri ženske, ena je Darinka iz Radovljice in vem, da mnogi jo poznate, druga je pa Kim, šamanka, ki živi v Horjulu. V glavnem, in kaj mi je rekla Darinka? Je rekla, to je čiščenje okostenelih vzorcev. Ja, in to je bilo samo začetek. In potem se je začelo odstiranje preteklih življenj in sem dejansko prišla do tega, zdaj zadnja zadeva, jeza na sebe, ker sem zaupala napačnim ljudem. A si lahko predstavljate? In ta jeza, kam se jeza skladišči? Jeza se vedno skladišči na predel jeter, na ta del, desni del, žolčin jetra, medtem ko recimo, če pa skladišči žalost, grenkobo, obup, se pa skladišči na levo stran, se pa skladišči v trebušno slinavko. V vsakem primeru, da pa tle noter zabije solarni pleksus. In prav solarni pleksus je tisti, ki, preko katerega smo povezani z drugimi ljudmi, ker teče energija. In zdaj, če živite v negativnem okolju, predvsem v službi, mogoče vam bo pomagalo, da boste lažje zaščitili ta solarni pleksus, da si popek prelimate z flajštrom, no, kako se reče, z obližem. V glavnem si enostavno prelimate čez, zato ker s tem date kot nek ukaz, ne dovoljujem, da to vstopa, da ta energija vstopa v moje telo. No, zdaj pa druga zadeva in tudi veste, da večkrat sem jaz rekla in vemo, da povsod lahko to preberemo, da rečemo, vse energije teme se vračajo k svojemu izvoru. Ampak kaj se zgodi? Ko mi rečemo, vse energije se vrnejo k svojemu izvoru, se pravi na en način, želimo, da to, kar nekdo nam pošilja, ne pokasira sam. Ampak spet to ni dobra energija. Zato je pomembno, da rečemo, vse energije teme naj se razblinijo ali pa izničijo v angelski svetlobi, naj se izničijo v božji svetlobi. V glavnem jo pošljemo v svetlobo, da se to izniči, zato da nikomur več ne moremo škodovati. No, tako da v glavnem, kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? Naj odide. Zdaj sem toliko vesela, zaključujem to 3. knjigo in danes sem pisala še Sindrom Marije Magdalene.
Sindrom Marije Magdalene je sindrom ranjene ženske. Ranjene ženske, ki išče ljubezen, ki si želi ljubezen, ki želi biti ljubljena, ampak pristaja na manj, kot ji pripada. Pristaja na odnose, ki niso čisti. In dejansko ta ranjena ženska, ki načeloma vsaki izmed nas, ta ranjena ženska pristane tudi na drobtinice ljubezni in ne naredi reda zaradi tega, ker se boji izgube, ker se boji, kako bom živela brez, a bom preživela sama, ne zmorem sama. In ta ranjena ženska, sindrom Marije Magdalene, se zdaj vsak izmed nas celi, postajamo celostne in je čas, da naredimo prostor novemu. Ja, vem, da včasih je težko narediti kakšno spremembo in zadnjič sem govorila z eno gospo in rekla, pustila sem službo, ker vem, da bi umrla v službi, ker ta odnos me je tako močno izčrpal, da jaz, če bi ostala tam, jaz bi umrla. In zdaj se lovi, kaj bi delala, kako bi delala. In eno stvar, kar sem začutila pri njej, je bilo, ne zaslužim si uspeha oziroma nisem vredna, prav zapisala sem se, nisem vredna ne ljubezni, nisem vredna uspeha, nisem vredna dobrih strank, nisem vredna niti dobrega zaslužka, nisem vredna. Sem rekla, da je to počisti, boš videla, da ti bo lažje. Pa z eno drugo gospo sem govorila in je rekla, vsakič, ko prideva, in zdaj to že dolg časa jo poznam, in vem, kako izgledajo te zadeve. Je rekla, vsakič, ko prideva z možem do točke, da tako ne gre več naprej, se stvari čudežno izboljšajo. In gre njun odnos takole, konstantno gre navzdol in sta vedno nižje, ampak že 20 let nazaj, glejte, ženska kot boginja bi jo mogel partner oboževati. Dobro, res je, če še sama sebe kritizira, kako lahko pričakuje od svojega partnerja, da jo bo nosil po rokah, če sama sebi tega ne dovoli. Ampak po drugi strani pa, ves čas si govori, le kako si debela, le kako si grda, le kakšne noge imaš, le kakšen trebuh imaš. Rabila je šolo 20 let in zdaj je prišla do točke, ko je rekla, zdaj pa dovolj. Samo nekako nekaj jo še zadržuje. No, zdaj pa kaj je ponavadi tisto, kar nas zadržuje? Zadržujejo nas vedno podzavestni vzorci. Da vidimo, naslednja karta pa je prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan. Ki imam jaz tole knjigico Prehod v novo dobo, da jo najdem. 23 želim vam prebrati celo sporočilo. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa bitja svetlobe. Prehod v novo dobo. Noben prehod ni enostaven. Noben. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina na obeh straneh. Vsakič. In dejstvo je, da včasih je treba narediti kakšen prehod. Da vidimo naslednja, karta je pa tale. Še enkrat slovo, lejte. Od 88 kart, kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje. No, zdaj pa dajmo dokončno prebrati tole številko 31 karta. Delam prostor novemu. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Ja, to, kar sem že povedala. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh, ko je čas za razhod, naj se zgodi, varna sem. No, in potem jaz sama pa uporabljam tudi karte Sveti zvezdni gral. In dejstvo je, da določene karte sem ven dala, določene sem obdržala, tiste, ki mi puščajo dobro vibracijo, in da vam zdaj še tukaj preberem eno sporočilo. Sporočilo element ognja je vam prišel. Zanimivo, vam bom o tem povedala kaj več, ker element ognja je ena stvar, da nas podkuri in nam povzroča tudi oblive vročine in težave z
pritiskom, s holesterolom, to je element ognja, in vodniki so prišli ven. Zdaj vam pa najprej to povem. Element ognja, kaj je treba narediti? Vzemite list papirja in napišite na ta list papirja vse tisto, kar je čas, da odide. Dajte si priznati, ne se samo zatiskati oči, pa si govoriti, vse bo boljš, ja, srečna sem. V vas pa kriči, ne morem več. Dajte napisati, kaj je tisto, kar kriči. Kaj je tisto, kar je čas, da se izboljša. In dajte vzeti ogenj in dajte zažgati tisti listek, sperite, naj odide. Druga zadeva, prižgite večkrat svečko. In zdaj prav pri tem elementu ognja vam želim povedati še eno zadevo. Moč molitve. Moč molitve je tako neverjetna in je dokazan, da kdor moli, delali so raziskavo in sicer za ljudi, naključne ljudi, so, ne naključje, ljudje, ki so bili operirani se pravi, so imeli probleme s srcem in so bili na operaciji in so delali raziskavo, da so za skupino teh ljudi molili, oziroma za drugo pa ne. Nihče ni vedel točno, za koga se moli, ampak rezultati so bili neverjetni. Skoraj za 30% manjša umrljivost, manj zapletov, boljše počutje, hitrejše okrevanje, dejansko dokazanje, da molitev povzroča vibracijo. Dr. Emoto z Japonske je dokazal, da molitev deluje na kristale vode. Dejstvo je, da mi, če molimo, in poglejte, ni važno, na kakšen način molite, ampak prižgite svečko in dajte se samo zahvaliti, dajte prost, dajte reči, ne vem, angelom, ali pa molite mogoče obrazec, ki ga poznate iz otroštva. Pomembno je, da izgovarjate pozitivne besede, da uporabljate čim manjkrat besedo ne, in zdaj, če katerokoli molitev znate, skoraj nobena ne vsebuje ali pa nima besed ne noter. Tako da, to je najbolj pomembno in ta element ognja. Pa še ena stvar je pomembna, zadnjič je bila pri meni ena gospa in mi je povedala eno tako, wow, resnico. Poglejte, a ste bili že kdaj v cerkvi? Jaz sem tam gor svečko in je zanimivo, a ste videli, da v cerkvi razen kakšen ministrant, ki res nima pojma, nihče ne ugasne svečke na ta način, da popiha, ampak vzamejo, čakajte, jaz bom tole dvignila, glejte, očitno bom to zdaj pokazala, in ko odpihneš tudi molitev stran, enostavno jo pokriješ, jo zadušiš in ko jo zadušiš, v bistvu s tem ostaja ta molitev pri tebi. Tako da, ja, a veste, toliko resnic mi ne vemo in očitno jih marsikdo ve, jih poznajo te resnice. In naslednja so pa vodniki, poglejte. Vodniki, ki jih vsi imamo, a ni neverjetna karta. Svet, tukaj na sredini in potem vodniki okrog. Od škratov, samorogov, vilink, do angela varuha, do vodnikov, do šamanov, do vseh duhovnih bitij, ki so okrog nas. No in te vodniki, zdaj pa poglejmo, vam bom prav prebrala sporočilo, to je karta, edina stvar, kar me moti pri teh kartah, da so številke toliko namečkrat napisane, da dejansko jih ni videti, ni moč videti, ampak bom poiskala. Te vodniki nam sporočajo, kaj je ta trenutek dobro za nas. Vodniki prihajajo iz različnih dimenzij in svetov. Vsako bitje ima vsaj enega vodnika, pogosto pa več. Vodniki so lahko na primer naši predniki, naši otroci, tudi živali, uresničeni mojstri, lahko v inkarnaciji oziroma večinoma ne, angeli, velinci, šamani, duhovni učitelji, dušna skupina, družina, bitja, ki jih srečamo na polju. Možnosti raznolike in pestre so, še in še jih je. Vodniki so nam v pomoč in podporo, vodstvo so naši spremljevalci, prijatelji, varuhi in tolažniki.
Vodniki ti sporočajo, da prizemlji in obudi spomin, oživi dar in sposobnost pomoči, pomagati drugim, vsem in vsemu, na Lady Gaji in njej sami. Vodniki te podpirajo na polje osrčja. Voden, varen, zaščiten, nadvse ljubljen si, neizmerno občudovan, cenjen, spoštovan in brezpogojno ljubljen si. Začuti jih v srčju, komuniciraj z mislimi z njimi, pristno vezo vzpostavi. Vodniki so tukaj, no, in če čutim vodnike kot tele boginje, vodstvo boginj, da še to pogledamo. Prebuja se nov čas, prav nov čas, ta nov čas boginje na zemlji. Umetnost, Sarasvati, izrazite se skozi ustvarjalne dejavnosti. Hator, sprejemanje, dovolite si sprejemati, to bo povečalo vašo intuicijo, energijo in sposobnost, da dajete drugim. No pa da pogledamo tole, kaj zdaj tukaj piše. Sarasvati, boginja, glede, jaz se zdaj v teh boginjah šele učim, tako da verjamem, da mnoge izmed vas veliko več veste o tem, kar jaz vem. To je hindujska boginja umetnosti, nam pomaga pri vseh ustvarjalnih izražanjih, kot so glasba, plesanje, ples in govorništvo. No, v glavnem, izražanje, ženska moč, ples, biti ti, žaret. Ta nova energija, ki zdaj prihaja na svet, je sprejemanje žensk tudi med sabo, brez da se obsojamo, brez da razmišljamo, le kakšna je ta, poglej, aha, pa taka je, pa to je naredila narobe. Pa, a veste, ta ženska podpora je čas, da začnemo ena drugi dajati moč, ne da jo jemljemo. Tudi tiste, ki so v tej borbeni pozi, da se borijo proti, glejte, to je moška energija, to ni ženska energija. Ženska energija je v povezovanju, ženska energija je v milini, v sočutju, v ustvarjalnosti, v ustvarjanju nečesa novega. Zdaj še nekaj povem, kaj ustvarjamo, nekaj novega. Mateja Bobek je eno tako angelsko bitje in tisti, ki jo poznate, z njo sva zdaj posneli, ona igra na kristalno liro in sva posneli Prehod v novo dobo v zvočni obliki. Tik pred zdajci imava projekt, tako da neverjeten. Potem z naslednjo. Elizabeta Potočnik, živi v Stuttgartu, ustvarjamo zdaj karte Prehod v novo dobo v nemškem jeziku. Potem naprej, Katarina Vidmar, ustvarili bova karte Prehod v novo dobo za otroke. Glejte, ženska moč v povezovanju, a ni to nekaj neverjetnega, ne v tekmovanju, se ne obsojamo, ni da govorimo, ti si taka, si naredila to narobe, si mi premalo, si mi preveč in tako naprej. Nič od tega. Dejansko žensko povezovanje. Sodelujem tudi z nekaj zelo uravnoteženimi moškimi, ki sem jih, tukaj se mi pa zataknili pri teh moških. Očitno vam še jaz nekaj za počistiti glede moške energije. Vidim, da mi bolj šteče energija z žensko sodelovanje kot pri moških in dejstvo je, da tukaj noter, ogromno stvari sem imela za počistiti glede ranjene ženske in še vedno čistim denote misel, tako da vsi mi smo na potovanju, vsi mi se učimo sprejemati, dovoliti si sprejemati vse obilje tega stvarstva, biti boginja na zemlji, opustiti vso sodbo, opustiti vse bolečine in iti naprej in zasijati vsej tvoji lepoti kot ženska. In vsaka izmed nas jo ima v sebi to žensko moč. Tako da današnja sporočila, naredite nekaj za sebe, drage dame,
da se postavite v novo vibracijo.